Pozdravljeni, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji o kulturi se bomo pogovarjali o enem najpopularnejših inštrumentov našega časa. Brez njega praktično ne mine niti minuta radijskega programa. Za mojstre tega inštrumenta so pisali in še pišejo najuglednejši skladatelji. Govorimo seveda o kitari in z nami v studiu je profesor kitare na konservatoriju v Ljubljani in tudi umetniški vodja projekta Teden kitare v Postojni, Anton Črnugalj. Pozdravljeni v našem studiu. Dobrodošli. Dobar dan, dobro jutro. Povejte nam, kitara je danes silno popularna, je pa nastala v današnji obliki tam nekje v romantiki. Tako, ja. Avtor današnje kitare, temperirane s temi izračunano postavljenimi prečkami z oglasitvijo, je bil Pepe Torres in to v sodelovanju z španskim kitaristom Julianom Arcasom. Takrat je kitara dobila tudi to svojo značilno obliko. Rešila se je tiste hruškaste oblike še od prednikov, dobila je točno uglasitev, točno in matematično izračunane prečke. Se pravi, to je bil čas, ko je tehnika nasplošno napredovala, vse znanosti. In dejansko je bilo tudi znanje na vseh področjih pripravljeno za to, da se tudi te inštrumente točno definira, da se jih, kot rečemo, dokončno temperira. Zgodovina prednikov teh današnjih kitar je sila raznovrstna. V vseh civilizacijah so praktično brenkali na neka glasbila. Ja, seveda, izvor same kitare ni čisto točno pojasnjen, ker so že v Egiptu našli nekakšne znake, da so igrali na razne inštrumente, sicer pa celo v Evropi, ampak najbolj romantična inačica pojava kitare pri nas, se pravi, izhaja iz Perzijskega zaliva. Že tam je bil znan en slepi lutnjaš, ki je igral sicer kako bi rekli, na današnjo strzalico, in bi rekel, pisal besedila in pel. In seveda naj bi potem z osvajanjem Španije tele Maori prinesli lutnjo, ki so mu takrat rekli al-ud, kar bi pomenilo danes v prevodu iz lesa, nič drugega. Ta al-ud so prinesli v Španijo, to je bila zibelka kitare in od tukaj se je pa, se pravi, iz tega al-uda, iz te lutnje začela razvijati tudi kitara in pa vmesna različica vihuela. Kitare se razvijajo tudi danes, največ jih poznamo naprimer z področja rock glasbe. Tu so običajne akustične kitare, električne, 12-strunske, bas kitare, jazz kitare. Silno veliko je teh različic. Ja, seveda, to je dejansko v zabavni, mogoče je šele zabavna komercialna glasba doprinesla k temu, da si danes v bistvu vsak otrok, vsak mladostnik želi udarjati po kitari, peti, izvajati neke solaže. Se pravi, možnosti so neizmerne. Danes imamo na internetu vse posnetke, tudi brez notnega zapisa ali pa v zapisu v tabulaturah, kodični prijemi so dostopni vsem, tako da kitara vedno in povsod, na vsak piknik, na vsak tabor ali pa v koncertno dvorano. Predvsem po glasbeno šolo. V zadnjih letih beležimo nekoliko upada zanimanja za klavir. Kako pa je s kitaro? Na konservatoriju za glasbeni balet v Ljubljani, kjer poučujem, sicer so iz leta v leto manjše oscilacije, vendar lahko rečemo, da je povpraševanje izjemno. Ravno letos smo imeli na sprejemnih izpitih 50 otrok, okrog 50 govorim. Koliko ste jih vzeli? Zelo malo. 3. Hud izbor. Hud izbor. Namreč dobro, to je pač politika šole, kako bo razporedila delo in inštrumente. Ampak trenutno imamo na naši šoli izjemno veliko povpraševanje, delujemo v centru Ljubljane. In povpraševanje je veliko, možnosti pa malo. Dejansko imamo tudi mi še vedno potrebe po kadrih in pa
Z nižjo glasbeno šolo pa ste se sami srečali v Beli krajini, od tam ste doma, ne? Ja, tako. Kaj vas je navedlo, da ste poprijeli za kitaro? Ja, dejansko mi smo doma se dobivali s sorodniki. Name je najbolj vplivalo to, ko sem poslušal petje mojih tetov in stric, ko smo se dobivali na kakšnih praznovanjih. To imam izredno lepen spomin na to. Se spomnim, da so mi takrat čustva kar prevevala in da sem še cel teden o tem razmišljal. Potem pa, ko je bil pa čas za glasbeno šolo, je pa dejansko že moja sestra pred mano igrala klavir. In nekako je bila ta prva ideja klavir pa harmonika, ampak jaz sem še vedno gledal na televiziji, kar je bilo videti tiste narodne zabavne ansamble. Mi je bila tista kitara, ki je tako poševno držala, nekako si nisem upal tega niti povedati. Ampak potem, ko me je mama tam pripeljala v glasbeno šolo, je bilo to ogromno enih otrok. No, in tako se je začelo. To je bil dislocirani oddelek v Metliki, dislocirani oddelek glasbene šole Črnomelj. Davnega leta 1974. Kasneje vas srečamo na Akademiji za glasbo pri profesorju Andreju Grafenauerju, to je zelo priznan, to je profesor. Tako. Tam ste tudi diplomirali. Tako, na Akademiji za glasbo sem začel dejansko študirati z vsega 4 sošolci, takrat se je kitara komaj da dobro prijela. Profesor Grafenauer je takrat začel poučevati. Takrat se je šele vzpostavil tudi pedagoški oddelek. Profesor Grafenauer je zaslužen za to, da je nekako vzpostavil ves ta program, ki je potreben za pedagoško izobrazbo učiteljev. Takrat se spomnim, da tisto prvo leto nas je bilo 5 sprejetih, naslednje leto samo 2, tudi moja žena med temi 2. No, in tako je zadeva šla. Ampak hočem reči, da v bistvu, ko se je na Akademiji odprl oddelek za kitaro, ki je spadal pod oddelek za godalo, je bil samo višješolski študij. In po enem oziroma celo 2-letnem premoru smo študij nadaljevali še na visokošolski smeri. In takrat smo pa diplomirali pri profesorju Rajteriču na visoki šoli. Povejva še to, da imate ob diplomi na Akademiji za glasbo iz kitare še diplomo iz elektronike na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani. Se pravi, kar 2 diplomi sočasno. Kako ste zmogli? Pravzaprav ni bilo sočasno, bilo je zaporedno, sukcesivno. Moja srednješolska izobrazba je elektrotehnična, tudi v Ljubljani na Vegovi. In dejansko to je zanimivo, da jaz sem ves ta čas ostal zvest kitari, ker sem nekako čutil, da mi dejansko nisem tehničen tip. Veliko sem se iz te tehnične izobrazbe naučil in pridobil eno sposobnost načrtovanja in doslednosti, ampak sem bolj čutil, da sem med temi tehniki precej in preveč poseben. Sem pa ves čas igral, celo imel čisto resne koncerte in tudi učil sem že kitaro, tako da sem potem po služenju vojaškega roka, ker sem seveda tam v vojski človek spozna mlade vseh izobrazb iz cele takratne Jugoslavije, in takrat mi je pa padla ta odločitev, da študij nadaljujem, vendar seveda brez srednješolske glasbene izobrazbe je to težko. Zato sem se vpisal na Fakulteto za elektrotehniko in jo tudi končal. Vzporedno sem pa pridobival na razne privatne načine izobrazbe iz strokovnih predmetov, iz strokovnih glasbenih predmetov, ki mi je tisti trenutek manjkalo. To se pravi, kitaro sem se učil pri profesorju Grafenauerju, ostale predmete pa tudi pri ostalih učiteljih. Naj povem, da sem takrat že učil na glasbeni šoli Franca Šturma v Šiški. To je bila šola, ki jo, kadar se pogovarjamo v tistih časih, imajo vsi učitelji zelo radi in lepe spomine, ker je zelo spodbudno okolje. Izjemno dober kader so takrat imeli v 80. in 90. letih. In dejansko so me ti učitelji, seveda v spodbudo takratnega ravnatelja, naučili vse to, kar mi je takrat manjkalo, da je zadostovalo za opraviti sprejemne izpite. Se pravi, od solfeggia, kontrapunkta, harmonije in celo klavirja.
kar je bilo potrebno opraviti potem za sprejemni izpit na akademijo. No, in v tem času sem pa že diplomiral na fakulteti za elektrotehniko, zdaj prav ta smer elektronika, in isto leto bil sprejet na akademijo za glasbo v razred profesorja Grafenauerja. Kasneje ste poučevali tudi na Vrhniki in v Črnomlju in kasneje tudi v Postojni, kjer ste se ustalili. Ja, tako je. Dejansko jaz sem učil že takoj po srednji šoli v Beli krajini, se pravi glasbena šola Črnomlj, in pa tukaj so bile še dislocirani oddelek v Metliki in Semiču. Vendar sem takrat že med časom študija na elektrotehniki dobil delo na glasbeni šoli Franca Šturma, ki sem jo tudi prej omenil. In tukaj sem, bi rekel, tudi glasbeno in vse splošno zelo napredoval. Igral sem tudi takrat na kitarskem orkestru, lahko rečem, da takrat bom povedal bolj natančno, od leta 1989 pa naprej vse do leta 2001. To je bil zelo močen oddelek na glasbeni šoli Franca Šturma in tudi igral sem takrat v kitarskem orkestru in spoznal veliko študentov, veliko fantov mojih let, ki so odlično igrali kitaro in hkrati študirali tudi na tehničnih fakultetah. In to smo se nekako res našli tukaj, družba mi je ugajala, da sem se potem lahko razvil. In leta 2001 sem iz glasbene šole Franca Šturma, dobil sem povabilo, da učim na srednji glasbeni baletni šoli, tudi v Ljubljani, in to sem tudi sprejel. Na glasbeni šoli Franca Šturma sem pa še v enem deležu ostal še nekaj let. No, torej od leta 2001 pa dejansko učim na srednji glasbeni baletni šoli, ki se je v tem času preimenovala v Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana. Pri učiteljih glasbe se zdi zelo pomembno, da imajo tudi ta živ kontakt z nastopanjem, to izkušnjo. Že prej ste omenili, da ste nastopili v kitarskem orkestru. Poznavalci pa vas poznajo tudi po tem, da ste neko obdobje sodelovali z Avseniki. Ja, dejansko sem imel srečo, rečem tudi to čast, da sem igral z Gregom Avsenikom. To je bila pač neka izkušnja, za katero sem pač vedel, da ne bo večno trajala, ker sem se želel posvetiti bolj umetni glasbi. Ampak v tistem študentskem obdobju, ko sem tudi hkrati še poučeval in študiral, sem pa to vzel kot nekakšen izziv, kot nekakšno izkušnjo. Z Gregom sva se takrat poznala že prej, dejansko v tem kitarskem orkestru, ko sva se spoznala, sva potem začela v eni manjši komorni skupini igrati tudi programsko glasbo. Spomnim se, da je takrat Grega napisal skladbo, programsko skladbo, večstavčno delo z naslovom Rdeči konj, ki ga mogoče še do danes ni realiziral, ampak ne samo jaz, celotna tista generacija kitaristov je bila navdušena nad to skladbo in to je bilo res tako izjemno delo. Mislim, da gre za nekega posebnega komponista, ki ti res priraste k srcu. In takrat smo že tudi imeli neko snemanje studijsko, sodelovali smo tudi s televizijo in tako naprej. Tako da neke izkušnje sem imel. Moram povedati, da sem v teh skupinah večkrat igral ritem kitaro, ker so mi bili za razliko od ostalih klasičnih kitaristov prav izvajanje teh ritmov. Mogoče sem bil s tem malo poseben, ritmi so mi dobro šli, tako da nisem tip nekega solista, ki bi bil v spredju, ampak nekje v ozadju sem pa znal dodati neko dodano vrednost z izvajanjem ritmov ali pa bas kitare. Tako da pozneje, ko se je Grega odločil nadaljevati tradicijo svojega očeta, sva pa izvajala več solističnih skladb, bom rekel na samem koncertu, pa vsaj 3 skladbe, recimo za vrhunec koncerta ob se pravi tistem Avsenikovem kvintetu, in za ta vrhunec teh koncertov sva izbrala 2-3 virtuozni skladbi za 2 kitari. Za 2 kitari, in to so bili izredno zanimivi nastopi.
že zato, ker klasični kitaristi smo vajeni igrati pred občinstvom do 100 ljudi, tam pa je bila lahko 1000 glava ali pa več tisoč glava množica. In kitare so bile seveda preko pick-upa ojačane. Bilo je kar veliko potovanj, celo za mene, ker nisem bil tega vajen, ker sem še študiral, zelo naporno. Igralo se je v Nemčiji, v Avstriji, povsod po tujini, tako da ni bilo lahko. Bilo je pa za mene zanimivo, ker sem spet ob tem spoznal eno široko paleto raznovrstnih glasbenikov in fantastičnih ljudi. No. Žena vas pri tem projektu najbrž podpira, saj je tudi sama kitaristka. Ja, zdaj, če govorimo o festivalu kitare, festival kitare se je pa razvil, govorimo, še 10 let pozneje. Ideja je bila 2011, ko je dejansko takratni referent na občini Postojna to idejo, o kateri smo se pogovarjali po glasbeni šoli, to idejo podprl. Tudi takratni župan je bil zelo navdušen nad to idejo, da bi se ustvaril en nov mednarodni glasbeni festival v Postojni, se pravi malo z drugačnim pristopom, kako rečem, iz drugačne branže, iz nekomercialne, iz nepopularne, se pravi, da gre za resno glasbo. In takrat sva to, se pravi, z mojo ženo Natašo začela nekako postopoma pripravljati ta festival. Prvi je bil leta 2012. In od takrat vztrajamo, pomagajo pa nam nekateri prijatelji, seveda, kadar gre za pridobivanje sredstev in za pomoč pri realizaciji, imamo veliko pomoči prijateljev iz domačega kraja. Drugače pa veliko sodelujemo še tudi s kitaristi, ki so zdaj, z mladimi kitaristi, ki so zdaj na delu v tujini, tam igrajo in učijo in so dejansko praktično vsi moji bivši učenci na srednji šoli. Tako da nekako v tej družbi nekako najdemo ideje, moč za to, da vsako leto smelo nadaljujemo in optimistično upamo, da se bo išlo s sredstvi, da bo zadosti udeležencev naprej. Moram poudariti, da v teh 10 letih smo imeli vedno tam med 50 in 60 aktivnih udeležencev, tako iz Slovenije kot iz tujine. Tako da je to en podatek, ki nam govori, da je potrebno iti s tem projektom naprej. Zanimivo je to, da prihajajo vaši sodelavci, koncertanti oziroma slušatelji iz Ljubljane, Zagreba, Pordenona, Dunaja, Gradca, Weimarja. To je kar široko območje. Tako, ja. To se pravi, pred 10 leti, ko nekega večjega projekta v Sloveniji ni bilo, bilo je tekmovanje takrat v Krškem za kitaro, ampak nekega festivala takrat ni bilo in je bila ta ideja, da se dejansko ta strokovna moč okrog klasične kitare, tako profesorji, pa predvsem s študenti, da se združi z okoliškimi državami. To se pravi, da še poglobimo sodelovanje in izmenjavo izkušenj s sosednjimi univerzami. Zato smo takrat povabili profesorje iz akademije v Zagrebu, iz akademije v Gradcu, pa iz Pordenona, pa iz Madžarske, tako da smo začeli s tem ožjim krogom v tem evropskem prostoru. Seveda se pa ta zadeva hitro razvila, festival je postal ugleden, vabila in ponudbe dežujejo, tako da smo hitro, bi rekel, že v 2 letih imeli možnost pridobiti profesorje in tudi udeležence iz skoraj iz celega sveta. Kaj je posebnost letošnjega festivala? Kaj ponujate obiskovalcem? V letošnjem festivalu smo ob tem jubileju dali še nekoliko več možnosti predstavitve slovenskim kitaristom in slovenskim avtorjem. Vedno smo na teh festivalih gledali, da se predstavi vsaj en slovenski skladatelj, ki ima že napisan en določen opus za kitaro. To smo ponavadi, že po tradiciji smo rekli, pa naj bo to četrtek. Seveda so se te opcije hitro izšle, ker za kitaro se ne piše prav veliko. No, ampak letos smo pa
povabili več Slovencev, tako imamo recimo tudi naša profesorica iz akademije, bo igrala, Katja Porovne-Silič, in pa duo bariton, pa, to se pravi duo bariton kitara, Jaka Mihelač, Jure Cerkovnik. In za zaključek bomo predstavili dve slovenski deli, eno profesorja Kuharja, ki ga bo tudi sam izvajal z godalnim orkestrom Dissonance in Amadeo, in pa krstno izvedeno delo Levna Firšta. Nekako, če bi s festivalom nadaljevali na ta način, da bi res povabili same ta najboljše, ta največje špice, pa bi bili vsi iz tujine, se mi zdi, da ne bi to doseglo svoj namen. Se pravi, naša ideja in naš fokus je, da se predstavimo tudi mi, da tako, kot sem že povedal, da predstavimo svoje kitariste, svoje skladatelje in jih nekako združimo in umestimo v ta konkurenčni prostor. Tako da druge projekte bi pa tudi jih moramo omeniti v tem festivalu. Na ponedeljek igra Aleksander Svete, tudi profesor na Dunaju. In pa potem imamo dva nagrajenca, se pravi, nagrajujemo s koncerti, nagrajujemo dobitnika nagrad iz drugih festivalov in tudi iz našega državnega tekmovanja. Potem pa igra tudi Andraž Čaki, izjemen kitarist, ki uči na akademiji v Budimpešti. In je tudi večkratni zmagovalec na res teh prestižnih tekmovanjih. Ogled tega koncerta zelo priporočam. Potem imamo hrvaški kitarski kvartet, kjer so vsi zelo rutinirani in uveljavljeni kitaristi v svetu. Še posebej izpostavljam Zorana Dukića, ki ga poznamo vsi, gre za enega največjih kitaristov vseh časov. Igra v tem kvartetu. In pa ta zaključni sobotni večer, pred katerim pričakujemo, da se nam bodo tudi ljudje pridružili, da bomo nekako z neko prijazno, slavnostno besedo to zaključili in obeležili ta 10. teden kitare z razrezom neke torte. Jubilejne torte, recimo, temu tako rečemo. Se pravi, obeta se cel teden izjemnih dogodkov, obilo glasbe, kakovostne glasbe in spremljevalnega programa. Tako. Naj povem, da se poleg teh večernih koncertov med tednom dogajajo mojstrski tečaji. Imamo povabljenih 20 profesorjev, mogoče 2 ali 3 predavata, 3 mogoče predavajo skozi cel teden. Drugače so pa za 3-4 dni, mogoče 2, med tednom razmeščeni in tile mojstrski tečaji, se vemo, kako to poteka, kot klasičen individualni pouk v vsaki glasbeni šoli. Poteka v učilnicah glasbene šole Postojna. V popoldanskih urah, natančneje ob 5:30 popoldne, pa imamo vsak dan še teoretična predavanja, ki bodo tudi izvajali profesori iz akademij. In ta predavanja trajajo 1 uro. Mogoče ena taka zanimivost bo letos, ko se bomo povezali tudi z Diano Castelnuovo Tedesco. To je gospa, ki je vnukinja skladatelja Marija Castelnuova Tedesca in se je želela pridružiti in pozdraviti tudi nas na festivalu preko Zoom povezave, ki se bo oglasila iz New Yorka in povedala nekaj zanimivosti iz življenja Marija Castelnuova Tedesca. Ga poznamo kot skladatelja, urejenega v Firencah, izredno dober skladatelj in seveda to je mogoče še premalo rečeno dober. Skratka, za nekaj izjemnih ali pa najboljših del vseh časov je prav Mario Castelnuovo Tedesco prispeval v kitari, preden je emigriral v Ameriko, kjer pa se je posvetil bolj filmski glasbi, kar je tudi nekako v duhu tistega kraja. Tako da letos gre mogoče malo tudi na roko predstavitvi Marija Castelnuova Tedesca, ker bomo imeli eno teoretično predavanje in pa v soboto se bo izvajal njegov koncert, kot sem že omenil.
Anton Črnugelj, hvala za obisk in za ta pogovor v našem studiu. Želim vam, da bi vam teden kitare v Postojni lepo uspel in da bi uspeli navdušiti tudi čim več nadebudnih učencev, da se začnejo s kitaro resno ukvarjati, seveda najprej v glasbeni šoli. Ja, hvala za povabilo. Vsaka taka beseda in pohvalna beseda v klasični kitari vpliva na to, da se ljudje nekako, bi rekel, zberejo in poskušajo slediti in razumeti tudi glasbo zahtevnejših vsebin. Bilo mi je prijetno z vami, lepo je tukaj v Idriji, lepše kot v Postojni, lepši kraj in upam, da se še kdaj vidimo. Rad bi vse lepo povabil na te koncerte, še posebej glasbenike vseh zvrsti. Enostavno prideš v glasbeno šolo, greš v katerokoli učilnico, vsa vrata so odprta, popoldne so predavanja, zvečer koncert, potem pa se nam pridružite na enem hladnem soku zvečer. Lepo. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost. Še pred koncem oddaje pa si skupaj oglejmo posnetek izvedbe ene od kitarskih skladb, ki smo jo posneli tukaj v našem studiu. Igral je Gašper Rupnik Golob, dijak srednje oziroma konservatorija za glasbo v Ljubljani. Srečno!